Tokratna debata bo tekla, po moje, o enem najkompleksnejšem orodju oziroma delu, ki ga pri nas v agenciji pač opravljamo v tržnih komunikacijah. Vsi vemo, da oglaševalske investicije oziroma nasplošno marketinške investicije se da na nek način določiti skozi share of voice, share of market, ampak vsekakor, ko pa pridemo na področje strateškega upravljanja oglaševalskih proračunov, je pa pomembno veliko več kot samo določiti višino sredstev, ki jih bomo strateško upravljali oziroma kako se jih bomo lotevali in distribuirali. Econometrix je naše orodje, ki je najbolj kompleksno orodje, ker upošteva vrsto nekih zadev, ampak primarno gre za to, da lahko strateško upravljamo te investicije na način, da poleg identificiramo tudi kanale, kjer naše občinstvo v največjem deležu se zadržuje, in pa na drugi strani medije, ki jih te naši kupci najpogosteje uporabljajo, konzumirajo oziroma se vračajo na njih. Torej, če bi zdaj tako pogledali, bi rekli, ok, mi znamo zdaj strateško, matematično, logično in najbolj pravilno umestiti in razporediti investicije v oglaševalskih budžetov tja, kjer se naši kupci nahajajo. Kaj je na tem točno v zaledju, glede na to, da si ti vodil razvoj tega orodja? V zaledju je ogromna količina podatkov, kar pomeni, govorimo o konceptu inteligence znamke. Ja, kot si sama omenila, ni težava v podjetjih določitev proračuna, zato obstajajo različne metodologije. Mi gremo v bistvu korak dlje in razložimo, zakaj je investicija v posamezen kanal in na posamezen medij smotrna, upravičena in smiselno pravilna. Podatke o ciljnih skupinah, o njihovi konzumaciji komunikacijskih kanalov in medijev zajamemo, jih matematično obdelamo in pripravimo pravzaprav predlog tega, na katerih komunikacijskih kanalih in na katerih medijih je za znamko optimalno in smiselno oglaševati, kateri komunikacijski kanali in mediji imajo resničen učinek pri ciljni skupini, da na oglaševanje reagira in izvrši neko dejanje. In na koncu koncev, ko umeščamo in pripravljamo razdelitev, seveda ocenimo in razložimo, kaj na tem področju počnejo ključni konkurenti znamke. Torej, najprej na podlagi vseh relevantnih podatkov izračunamo optimalno razdelitev letnega proračuna, kasneje pa, seveda, ker se trgi, investicije in cilji skozi leto spreminjajo, tudi omogočamo sprotno spremljanje in prilagajanje komunikacijske strategije posamezne znamke, posameznega podjetja, ki se skozi čas aktivno prilagaja. Se pravi, bi lahko rekli, da omogoča neko pametnejše načrtovanje in pa boljše rezultate na koncu, ker vse temelji na podatkih, ki jih osvežujemo noter, ne? In absolutno tako tleni, da mislimo ali menimo, ne? In ko govorimo o občutkih in o teh, mi dejansko noter potegnemo, kot si rekel, ogromno količino podatkov. Zdaj pa, glede na to, da je to kompleksno in v večini primerov midva govoriva ali o oglaševalskih ali pa medijskih upravljalskih budžetih, komu je v bistvu to namenjeno, za kateri namen, ne? Ker ne gre samo za to, da v bistvu medijsko investicijo razporedimo, ne? Ampak lahko dobimo iz tega orodja veliko več in kdo bi to najpogosteje lahko uporabljal. Uporaba tega orodja je absolutno v prvi vrsti namenjena vsem tistim, ki se ukvarjajo z najprej upravljanjem
znamk in v drugi fazi tistim specialistom v podjetjih, ki se ukvarjajo z medijsko razporeditvijo proračunov, letnih proračunov, kampanjskih proračunov, akcijskih proračunov skozi leto. Zdaj, jaz bi vseeno tukaj še dopolnila, ker jaz vseeno orodje uporabljam na enih drugih segmentih kot izključno na medijskem segmentu, ne. Se mi zdi, da je orodje ti z tem, ko se odločaš, ali kje biti prisoten na katerem kanalu, ti je lahko v pomoč ne samo z višino zneska, ki ga potrebuješ, ampak ti jasno tudi pokaže, kakšen procent oziroma tudi absolutno številko kupcev tvojih potencialnih na določenem kanalu se nahaja. In tle govorimo tudi o dejansko kanalih družbenih omrežij in nekih neklasično samo oglaševalskih kanalih, ne. Kar pomeni, da ga lahko uporabljamo za veliko več, plus tega lahko dinamično spreminjamo budžete, ne, če pride do spremembe investicije, ki jih imamo na voljo, ali pa proračuna, ki ga imamo na voljo. Vse to drži. Matematika pri razdelitvi proračuna glede na značilnosti in medijske profile posameznih ciljnih skupin bi v bistvu morala biti prva faza procesa načrtovanja. To pomeni, da bi podatki in izračuni morali biti narejeni tudi v fazi, ko podjetje pripravlja za posamezno znamko kreativni brief. Namreč podatek, kje ciljna skupina je, kateri kanal je za posamezno ciljno skupino najbolj učinkovit, pomeni tudi za kreativno delo in kreativno pripravo pravzaprav ključen podatek, da lahko kreativna agencija na podlagi teh podatkov pripravi prave, ustrezne, najboljše kreativne rešitve. V končni fazi tudi lahko se tem slediš, kdaj delež tvojih potencialnih kupcev zraste do te mere, da se tebi splača vstopiti na določen nov kanal, recimo. Recimo. Kar pomeni, ne vem, ko smo imeli manijo vsi bodimo na TikToku, ne, smo mi to za naše naročnike zelo dobro spremljali in gledali, kdaj se je delež ciljne skupine, ki je relevantna za določeno znamko, povečal do te mere, da se je splačalo v bistvu skočiti na vlak TikToka ali pa pač ne. Zelo preprosto, glede na to, kako poglobljeno in kako široko zajemamo podatke o medijskem profilu posamezne ciljne skupine, seveda pridemo do izjemno učinkovitih in koristnih zaključkov, ki so za vsakega upravljalca znamke ključni in pomembni. Na tem mestu bom vseeno odprla eno temo, ki je stara toliko kot oglaševanje. Pri medijskih investicijah danes še vedno uporabljamo reklo, da je ključna težava oglaševanja na medijih v tem, da polovico investicije oziroma proračuna oglaševalskega vržemo stran, a nikoli ne vemo, katero polovico v bistvu vržemo stran, s katero smo pa zadeli našega kupca, ki smo ga želeli ciljati. A se z uporabo naših orodij temu izognemo? Ali res lahko trdimo, da mi dejansko maksimiziramo učinek z uporabo tega orodja? Absolutno da. Jaz sem prepričan v to. Na koncu koncev vsi primeri, ki jih imamo v svoji praksi pri uporabi tega orodja, kažejo na to, da je učinkovitost oglaševanja, ki jo naredimo prek koncepta ekonometričnega modela, praktično, ne bom zdaj rekel 100%, ampak definitivno govori o tem, da je oglaševanje na ta način bistveno bolj učinkovito in nam omogoča neposredno matematično kontrolo nad vsako aktivnostjo, ki jo v medijih znamko opravljamo. Uvodoma sva zdaj govorila o ogromni količini podatkov in o natančnih ciljanjih in vsem. Zato je vseeno treba povedati, kar je meni osebno zelo fascinantno, da recimo na nivoju
ene znamke, ki ima nekih 10 izdelčnih skupin, vnesemo v orodje več kot 3000 različnih podatkov in zajamemo v njih, kar pomeni, da to res temelji na ogromno različnih podatkih, ne samo o branosti, gledanosti ali pa nekih teh splošno znanih, ki se jih medijske agencije pač poslužujejo. In zdaj na tem mestu je mogoče moment, da vseeno se malo poglobiva v to, katere so tiste zadeve, ki jih v osnovi v teh 3000 nekih podatkov uporabljamo in ali se to enkrat zajame ali jih dinamično spremljamo, ravno zaradi tega, ker trdimo, da je konstantno učinkovito in lahko spremljaš, kaj se ti dogaja. Mogoče najprej o viru podatkov, ki jih uporabljamo, ali o virih podatkov, ki jih uporabljamo pri tem orodju. Izhodiščno gre za različne tipe podatkov. Gre za podatke, ki jih zajamemo iz programskega paketa Medianinga TGI-ja. So podatki o investicijah konkurence v oglaševanju, ki jih jemljemo iz Medianinih IBO podatkov, s tem, da te podatke absolutno pretvorimo v ocenjene neto vrednosti, ki držijo. Podatke zajemamo iz ostalih telemetričnih in radiometričnih baz podatkov. Skratka, resnično gre za en kompleksen uvid v ciljne skupine in morda ena od ključnih stvari je začetek, vstop, kjer je ključno in najbolj pomembno, da na pravi način definiramo znamkine ciljne skupine. Prva faza v procesu priprave matematičnega izračuna pa je definitivno povezana z definicijo pravih ciljnih skupin za posamezno znamko, podjetje, znotraj izdelčne skupine, kakorkoli. Tukaj zagovarjamo tezo, da nikakor ni pravilna definicija ciljnih skupin demografska, ampak iščemo resnično poglobljene uvide v uporabnike znamke, v uporabnike konkurenčnih znamk, kjer iščemo tiste, ki konkurenčnim znamkam niso zveste, jih priklopimo v definicijo naše ciljne skupine, upoštevamo življenjsko-stilske značilnosti njihovega razmišljanja. Skratka, resnično gremo v globino, ravno zato, da dobimo pravo ciljno skupino za posamezno znamko in da dobimo znotraj, in to nam je potem osnova, da lahko resnično ugotovimo pravi medijski profil prave ciljne skupine za posamezno znamko. Torej imamo v zaledju, tako kot smo rekli, imamo vse o medijih in kanalih, vse o njihovi potrošnji, vse o odnosu ciljnih skupin do oglaševanja, do vsega, in potem pogledamo ciljno skupino, ki je relevantna za znamko oziroma za izdelčno skupino, in potem, ko vse to osnovo s temi podatki imamo, se dejansko proces distribucije proračuna začne. In kaj so te neke ključne točke? Najprej verjetno razdelimo na glavne kanale, televizija, outdoor. Prva faza vključuje predlog razdelitve proračuna po kanalih, kjer zopet ne upoštevamo tega, kar je na načelni ravni najpogostejša praksa, torej da se ukvarjamo z dosegi posameznih kanalov, ampak uporabljamo 3 različne kriterije. In sicer prvi kriterij je opaženost oglaševanja na posameznem kanalu, drugi kriterij je reakcija na oglaševanje posamezne ciljne skupine na posameznem kanalu, in tretji kriterij je, kakšen vpliv ima oglaševanje na posameznem kanalu pri nakupnih odločitvah ciljne skupine. Skratka, gre za en širok konglomerat različnih kazalnikov, ki nam omogočajo, da
izračunamo moč posameznega kanala za ciljno skupino, ki je potem v nadaljevanju osnova za pripravo predloga razdelitve proračuna po kanalih. In zdaj, ko govorimo o kanalih, noter upoštevamo vse oglaševalsko-komunikacijske kanale, ne? Lahko upoštevamo tudi mogoče, ne vem, na družbenih omrežjih verjetno vsa pogledamo, ne? In jih imamo noter vključena. Direktne pošte, kakšne take specifike, kaj vse je noter vključeno, oziroma kaj lahko upoštevamo? V prvi fazi upoštevamo klasične kanale, ne klasične kanale, vse kanale, torej ob klasičnih oglaševalskih kanalih, televizija, radio, zunanje oglaševanje, tisk in digitalni kanali, upoštevamo tudi dosege in vlogo nenaslovljene pošte, upoštevamo vlogo in moč e-mail oglaševanja, skratka. Se pravi, se da tudi tiste, ki tipično mogoče ne bi pomislili na njih, da lahko relevantno pogledamo, jih vklopimo v koncept. Se pa seveda ne ustavimo pri razdelitvi proračuna po kanalih, ampak gremo v drugi fazi z matematiko dlje, kar pomeni predlagam proračun po posameznem kanalu, razdelimo seveda po vseh medijih, kjer, da pojasnim, medijska slika, seveda, ko govorimo o televiziji, so pač vsi razpoložljivi televizijski programi, kjer se lahko oglašuje, na eni strani, na drugi strani, tako kot si že sama rekla, na digitalnih kanalih pa pravzaprav vklopimo noter vsa družbena omrežja in pravzaprav vse možnosti, ki jih nudi oglaševanje in komuniciranje prek vseh digitalnih kanalov. In zdaj, v bistvu, ko to naredimo, mi ne gremo samo na split, na te glavne kategorije pač kanalov, ne. Mi gremo tle korak dlje, gremo po mesecih, po tednih, celo pač do res najglobljega nivoja razporeditve kanalov, ne. Vsekakor. Po seveda briefu ali pa usklajevanju z upravljalci posamezne znamke pripravimo razdelitev proračuna po kampanjah, po mesecih, po tednih. Če zbanaliziram, naročnik, oglaševalec od nas dobi podatek, da je v mesecu maju smiselno na Šport TV-ju oglaševati v višini 1332 €, na družbenem omrežju TikTok pa 2735 €. Skratka, resnično gremo z razdelitvijo proračuna do zadnje številke. No, in zdaj, ko to poslušam že jaz, ko sem v stroki in ko vem, ko se mi zdi res to najkompleksnejši del tega razporejanja ali pa upravljanja naših investicij ali pa proračunov, ki jih imamo na voljo, ne, se na prvi pogled zdi, da je to namenjeno samo velikim oglaševalcem, ne, in da to lahko v bistvu uporabljaš in upravljaš samo budžete, ki so res enormno veliki, in da pri manjših to nima smisla. In zdaj bom dala kot nek primer, ne, če imamo mi, na primer, nek planiran oglaševalski proračun, na primer 100 000 €, ne. Je to smiselno ali ni smiselno? Jaz osebno mislim, da si ravno ti, ki so bolj cenovno občutljivi oziroma imajo bolj zahtevnejšo nalogo, kam pravilno umestiti manjši budžet, ki ga imajo na voljo enkrat letno mogoče, da je to ravno tisto, kdaj bi se morali oni tega poslužiti. Prednost tega modela je ravno v tem, da učinkovito razporedi tudi investicijo 100 000 € v nekem časovnem obdobju, zaradi tega, ker pri preračunu upoštevamo, kaj znotraj razpoložljivih sredstev, kateri kanal znotraj razpoložljivih sredstev je smiselno uporabiti za našo ciljno skupino. Pogosta napaka, ki se dogaja, je, da tudi pri manjših sredstvih podjetja težijo k temu, da morajo biti prisotna na vseh kanalih. Mi znamo dokazati, da temu ni tako in da je pač pri manjših budžetih smiselno delati kombinacijo dveh kanalov in predlagamo ustrezno
in optimalno in najbolj učinkovito razporeditev tega denarja. Zdaj, na tem mestu bova počasi povabila našega gosta v debato, da ne bova samo mija teoretizirala, ampak še vseeno bi pa mogoče zaključila na tem mestu z eno zadevo. Ali res je potrebno, da proračun oziroma oglaševalsko investicijo challengeiramo briefe? Mi to počnemo, ne? Dostikrat se mogoče malo, kot bi rekla v šali, ustrelimo v koleno s to odločitvijo. Ampak ja, verjetno mi pri vsakem briefu naredimo nalogo, ne glede na to, ali gre za manjšo znamko, manjši izziv, manjši budžet, večji budžet. Mi challengeiramo briefe za tem, da z ekonometričnim modelom pač to pregledamo. Ne? Absolutno, zaradi tega, ker smo prepričani, da je to za znamko pravilno. Tudi če nas vržejo na prezentaciji, ni se še zgodilo, ampak vendar, prepričani smo, da je optimalna razdelitev proračuna ključna pravzaprav za vse faze, ki jih znamka v svojem življenjskem ciklu, znotraj leta, znotraj kampanje, znotraj meseca dela in naredi. In je preprosto ključno in najbolj pomembno, da je v fazi briefiranja katerega koli partnerja v procesu soupravljanja znamke ključno, da je najprej rešen, v narekovaj rečeno, medijski del, torej razdelitev po ključnih kanalih in medijih. No, in to je super iztočnica, da bom zdaj se nam malo pridružil najin gost, ko bo mogoče malo bolj iz prakse povedal, kako se on počuti z našimi challengiranji briefov in podobno. Kot sem prej povedala, se nam je pridružil naslednji gost, gospod Miha Pahulje, ki je član uprave za področje marketinga in prodaje na Merkur zavarovalnici. Miha, pozdravljen. Hvala, da si se odzval. Hvala za vabilo. Lani smo mi pričeli naše sodelovanje in smo se po naši lastni presoji, za nas kar klasični metodologiji, lotili vpogleda znamko po naše in malo challengeirali brief. Prej sva imela z Mitjo en del debate na to, da se občasno z tako odločitvijo malo ustrelimo v koleno sami sebe, ker je to zna biti kar malo riskantno v določenih momentih, da greš tako globoko in rečeš, mi bi pa tole zdaj čist na glavo obrnili ali pa naredili čist po svoje. Zdaj, mi smo prišli tja dosti suvereno z dosti obsežno nalogo, ki je imela z briefom na enih točkah zelo malo skupnega. In me zanima, koliko se je tebi zdel, ko smo prišli tja z našimi tabelami in zadevami, glede na to, da je bil brief bolj kreativno naravnan. Glede na to, da se zdaj pogovarjamo, očitno ni bil strel v koleno. Jaz se spomnim tega in dejansko moram reči, da je bilo to v bistvu tisto, kar vas je razlikovalo. Nekatere agencije so se osredotočile na ta kreativni del, nekatere na ta performance bolj, vi ste bili pa zelo specifični v tem delu, da ste zelo dali poudarek na tem strateškem delu. Zdaj ne vem, ali ste se dobro pozanimali, ampak to je nekaj, kar se mi zdi, da za predvsem manjše naročnike, kot Merkur je, bodimo realni, mi nimamo velike marketinške ekipe, ključnega pomena. Ker vsak, ki je odgovoren za neko tako področje, si želi pravzaprav pomoč, razen če misli, da vse se zna. Jaz vsekakor se nimam tega občutka, da bi bil vrhunski strokovnjak v marketingu in res v agenciji iščem to strateško pomoč pri upravljanju blagovne znamke. To je ena stvar, potem pa dodatno seveda še pri upravljanju budžeta. Ker zavarovalništvo je tako, vse delamo na modelih. Mi prevzemamo obveznosti za 40-50 let naprej, pri nas so zakon veliki števil, verjetnosti, modeli, podatki, to je ključ v poslovanju. Potem pa priješ na marketing, kjer pa nekako malo po občutku, po izkušnjah razdeliš tisto in rečeš, upajmo, da bo. In res ste me prepričali s tem, da ste pokazali prvič neko skrb za blagovno znamko, nekako zaupanje, da bomo skupaj znali upravljati s tem. In tudi nadgradnja tega, da ste nekako predlagali, kako bi marketinški budžet, to pa je sploh dodatna prednost.
Ker kreativni del v končni fazi, bodimo realni, če ti ni prva verzija všeč, bo druga, Pač če ne narediš, tretja, ja. boš pa peto. Za performance tudi mislim, da so določeni segmenti, ampak v tej strateškem delu pa mislim, da ni veliko agencij, ki lahko ti nudi tak support, kot smo ga zdaj videli v zadnjem letu pa pol z vaše strani. In moram reči, da se mi sam potrjuje, da je bila odločitev vsekakor prava in vaša odločitev, da greste na brief na ta način. Mislim, Tudi pravilno. Ja, se pozanimo in naredimo domačo nalogo, če ne druga sploh v kategoriji, ki jo vstopamo na tečaju ali pa na splošno, ko delamo. Je pa dejstvo, da mi se na ta način lotimo dejansko čist vsake naloge. Ne. Tudi, ko se kaj spremeni, se nam zdi, da je ravno to ključno, da si pogledaš, kje sploh imaš ciljno skupino. Tudi, če je sam kreativa za narediti v končni fazi. Ne. Pa tudi zaupanje se zgradi, se mi zdi, če vidiš agencijo, ki puša samo neke pač agende, kam alocirati sredstva, ki veš, da nekako od naročnika išče neko profitabilnost, ne. Če imaš pa zadnji realen model, ki ti nekako alocira, pa imaš večje zaupanje tudi do agencije in hitreje se spostavi to neko zaupanje med naročnikom pa agencijo. Tudi lažje je pa spremljati v končni fazi, ne, rezultate in vse. Zdaj, tako kot si rekel, Merkur zavarovalnica je na načelni ravni po upravljanju budžetov manjša zavarovalnica, je pa vseeno na trgu prisotna že več kot 33 let in ti si na čelu in na tej poziciji malo več kot 2 leti. To pomeni, da zdaj že imaš neko pogled med prejšnjim obdobjem, zdajšnjim obdobjem, kakšne razlike, malo si že nakazal, da se vidijo razlike, kako se zdaj to upravlja z oglaševalskimi budžeti. Je to po tvoje čist drug način razdelitve, pa kaj bi se ti zdaj ta najpomembnejši del tega upravljanja na tak način? Ja, spomnim se, da sem prišel v Merkur ravno konec leta 2023, ko je bil v tednu, ko smo oddajali, mi rečemo interno temu M-plan, marketing plan našim lastnikom. In ko sem videl ta prvi razrez, mi je že po občutku, iskreno ni šlo ravno čez roke in smo na hitro, s takratnim vodjem marketinga, to na hitro uredila. Seveda takrat v kakšnih ciljnih skupinah, modelih in data-driven marketingu ni bilo seveda govora. Je bil pa moj občutek, da vsekakor struktura v smislu stroškov produkcije in medijskega zakupa že na tej ravni ni bila niti približno ustrezna. In smo takrat, kot rečeno, po intuiciji, po preteklih izkušnjah to nekako začrtali neko drugačno smer. In že s tem smo se takrat lahko vrnili na te masovne medije, televizijo, radio, ki so trdili, da pač nimamo sredstva za to, pa nismo samo prerazporedili sredstva, da se razumemo. Zdaj pa, ko gledam to leto za leto 2025, kjer pa ste v bistvu v tem delu celoti imeli nekako vi neko besedo, ne, se pravi na podlagi vašega modela ste pripravili pravzaprav predlog razreza in alokacije. Že dejstvo, da ga nismo dejansko skoraj nič spremenili, da smo ga potrdili pravzaprav tako, kot sta ga predlagala, kaže v to, da verjetno da verjamemo. Čeprav lahko rečem, da iskreno v nekem delu, še danes mislim, da mogoče v delitvi med kanali, mogoče bi kaj drugače naredil po občutku, ampak zaupam, da bo model deloval, da deluje, glede na prve izkušnje tudi ga, tako da tudi v tem delu smo se prepustili, ker se vseeno ta intuicija včasih tudi malo precenjena in te pretekle izkušnje tudi znajo biti malo... Se v končni fazi, če vidiš, da ne deluje, se da to pač spremeniti, ne, pa spremeniš, ni zdaj tako, ne. Ampak, podatki ne lažejo in jih velja upoštevati vendarle. Ja, se strinjam, ne. Zdaj, dejstvo je, da tukaj je ena zadeva, ko si jo rekel, ko se meni zdi ful pomembna, ko se konstantno mi z Mitjo, ko delujeva na tem področju, srečujeva, je, da ponavadi vsi na prvo žogo vedno mislijo, da s tovrstnimi orodji ali pa metodologijo lahko upravljajo samo velike budžete, ne, se pravi večjega, ko imaš. Nama se zdi pa veliko bolj ključno, da na ta način upravljaš manjše, zaradi tega, ker moraš res biti bolj natančen in bolj previden in bolj jasno usmerjen in osredotočen, da ne potrošiš za brezveze, ne, ali pa za neumnosti nekih zadev. In se mi zdi fino ravno to, ne, ker ste ravno prava velikost, da lahko res vse kanale obdelujete, pa vseeno moraš biti zelo previden, koliko in na kakšen način jih dejansko targetiraš in uporabljaš. Ne. Se mogoče ti kažejo že kakšne, ne vem, spremembe vidiš na poslovnem delu kot celovito upravljanje,
Vem, da smo imeli neke kampanje, ko so bile bolj orientirane na zbiranje nekih leadov pa tega in a se tle kažejo kakšne razlike ali so to bili bolj nove nasplošno usmeritve, pa jih prej niste delali, pa še ne vemo pač primerjati. Zaenkrat dam neko subjektivno oceno. Prva ocena mojih sodelavcev, nas, konkurence, pa tudi dobil sem klic od lastnikov iz Avstrije, se pravi, se veliko jih iz Gradca se vozi v Maribor in podobno, je bil zelo pozitiven, da so bili narejeni premiki, da so vsi mislili, da smo kar naenkrat povečali enormno budžet in da zdaj fokusirano delamo na tem, dejansko ga nismo, ne. Ja. Torej, to nek efekt sigurno je dalo in so tudi rezultati, ampak lahko še kasneje naredimo kakšno pametno analizo, ampak prvi taki odzivi so subjektivni, da sigurno je bil velik premik v vidnosti. Merkur, kakorkoli je toliko let, ima težave s prepoznavnostjo, ne. Še vedno nas zamenjujejo z trgovcem, z podobnim imenom. Ali pa dejstvo, recimo, da tretjina Slovencev še danes, če jim predstaviš Merkur zavarovalnico z logotipom, ne vedo, kaj smo, kaj delamo, tako da nas na tem delu čaka, je pa res, da se gradi to na dolgi rok, in je treba biti konsistenten in jaz mislim, da zdaj s tem načinom, ki smo delali, če bomo leta in leta tako gradili, bi morali dati tudi pozitivne rezultate. Je pa res tudi, da je bilo glih lansko leto pač nesrečna slučajnost, da OTP banka z zeleno, vizualno na prvi pogled mogoče zelo podobnimi nekimi elementi, ni naredila glih neke usluge temu in se moramo zaradi tega veliko bolj osredotočati in biti še tle malo bolj fokusirani, ne. Ampak smo tudi tukaj malo kreativo popravili, pa se nekako razlikujemo zdaj, tako da mislim, da je to super. No, super. Sej, danes je tole bolj kratko in sladko bilo zastavljeno. Hvala, da si se odzval. Nama je bilo pomembno, glede na to, da midva sva verjameva v naša orodja in pač to delava konstantno, da dobimo še pogled z druge strani, da vidimo res, kje so tiste zadeve, ki lahko pač doprinesejo k znamki, kje so najbolj uporabne vrednosti uporabe tovrstnega pristopa. Tako da, Miha, res hvala, da si se nama odzval na povabilo. Z veseljem, še kdaj, ni problem. To bi bilo to, kar se tiče ekonometričnega modela in ekonometrije. Ključno in nujno je, da strateško upravljanje investicij in proračunov ne prepuščate naključju.